Hej lepotice, hej lepoci, dobrodošli na kanalu Evina Lepotilnica, kjer nas danes čaka en čist poseben video. Ne vem, če na YouTubeu tak video sploh obstaja, jaz sem dobila idejo in evo, danes že snemam. Zakaj se gre, lahko prebereš že iz naslova. Danes ti bom namreč povedala 11 čudnih dejstev o meni. Zdaj, zakaj številka 11? To mislim, da sem že večkrat povedala, ker je 11 moja srečna številka, hkrati imam 11. aprila tudi rojstni dan, pa da ne bo 10, da bo ena več, torej 11. Moram pa reči, da sem prav vesela, da sem na tej svoji stari novi lokaciji obdana z vso to kozmetiko, make-upom, nekako me spomne na svoje stare čase, na svojo staro sobo, kjer smo se res ogromno pridružile, naredile veliko tutorialov, tako da mi je všeč, da danes sedim, da nikamor ne gremo in evo, snimam za vas. Da se še malo bolj spoznamo, sem tako malo, kako bi rekla, vznemirjena, ker ja, bo zvedela nekaj zanimivosti, ki jih o meni grem staviti ne veš, niti jih nisem nikoli delila s tabo, tako da grem malo iz te cone udobja, ampak tudi to je kdaj treba. Tako da evo, če bi me rada še malo bolj spoznala in zvedla 11 čudnih zanimivosti o meni, pol gre naprej. In prva čudna zanimivost o meni, ta mi je po mojem od vseh najhujša, ampak sem rekla, da jo dam kar na začetek, da prebijam, ker to tako najbolj ne z muko povem, ampak tako malo mi je neroden, hkrati pa mogoče ti ne bo nič kaj tazga, ali pa bo, tako da tiste, ki imate mogoče malo, kako bi rekla, slabši želodec, malo prevrt tale video naprej. Če pa ti je okej in rada gledaš malo bolj take posebne stvari, pa ostan in gledaj do konca. Skratka, zakaj se gre? Jaz se bom preoblekla, da bom lahko to sploh izvedla, na hitro izvedla, ampak jaz na obeh ramenih, torej levi in desni, imam sposobnost kožo v ramenih tako nekako stisniti nazaj, da se mi v rami naredi prav luknja. Lukenca, kamor bi lahko recimo dal frnikulo ali pa še kaj večjega. In da se zdaj to sliša ful čudno in kaj ta govori, kakšna luknja. Tako da se grem jaz kar preobleč in najboljš, da besede dam v prakso. Evo me, sem zbrala takšno majico, ki nima rokavov, da se moje rame lepo vidijo. Tako da evo, primerno prvič pokažem najbolj čudno zanimivost o meni, hkrati pa me noro zanima, če to še kdo zna. Skratka, ful oklevam, ker mi je pač neroden, ampak ajde. Ja, koža bom zdaj potegnila noter in na rami se bo naredila luknja. 3, 4, zdaj. Še enkrat. Kako je do tega sploh prišlo? Kdaj sem ugotovila, da jaz to znam, ker namreč nisem vedela, tudi na tej roki lahko to naredim. Enkrat, mislim, da je 10 let nazaj, če ne več, sem se nekaj doma razburjala, nekaj sem bila nervozna, živčna, pač nekaj mi ni bilo prav. Bilo je poletje in v tistem, ko sem jaz uskipevala, sem zdravo to naredila in meni mami reče, Eva, kaj si ti zdaj naredila zdravo? In jaz pač ne vem. In v tistem se jaz nisem zavedala, da to delam. Ne vem, nekako refleksno sem to naredila. In potem, ko sem malo probavala, sem pač prišla na to. Pokažem se s to roko, evo, navadna rama z lukenco. Evo, grem še bližje. Mogoče za koga ful nagravžen, evo še oboje skupaj. Ampak, ja, to sem jaz, to znam in mogoče mi zdaj kar malo lažje, ker sem ta let prebila in gremo lahko na drugo čudno dejstev zanimivost o meni. Druga čudna zanimivost o meni ni toliko bizarna, kot je bila prva, ampak še zmeraj je čudna in to je v povezavi z mojimi lasmi. Zdaj imam sicer kodrčke in se to najbolj ne vidi, ampak tale las, evo, točno tale šopek las, meni ne raste. Ne raste mi po moje že 10 let. Jaz imam zelo srečo z lasmi, moram potrkati, imam to pač srečo, da imam lahko dolge, zelo goste, to mi tudi vsaka frizerka reče, tako da lahko pridem do res dolge dolžine, če želim, ampak ta del pa ne raste. Nikoli, nikdar, ustavil se je in moja tipična dolžina tukaj je tako, medtem ko ta spreden del las pa je daljši. Tako da imam v bistvu dost neenakomerne lase in imam to nesrečo, da se to zgodi ravno od spredi, ko pač je najbolj vidno. Tako da potem včasih poskušam dati lase potem na eno stran, da ni tako očitno, ali pa karkoli drugega eksperimentirati, ali pa dati kar za ušes. Sicer se s tem ne obremenjujem, bi pa z veseljem nekako rada pognala te lase. Če ima katerega še nasvet, bom seveda zelo vesela, ampak ja, to je bila nekako moja druga čudna zanimivost.
čudna zanimivost o meni, in sicer nikoli ne bom šla od doma, preden prej ne lulam. Enostavno ne morem zapreti vhodnih vrat, preden prej ne grem na WC. Včasih še celo tako bizarno, da ponavljam te svoje odhode na WC ene 3-krat ali pa 4-krat. Enostavno v glavi se prepričam, moram iti, in če ne grem, moram iti v prvi lokal, potem iti lulat. Je čudno, je posebno in zato vključujem to v ta video. Zdaj, tisti moji nekako dolgoletni sledilci itak veste, da sem jaz Eva, pišem pa se Centrih. In ko sem googlala na Instagramu in Facebooku, nisem našla osebe, ki bi imela isti ime in isti priimek kot jaz. Se pravi, če jaz prav sklepam po družbenih omrežjih, lahko da se motim, lahko da je kje kdo, ki ni prijavljen na družbena omrežja, ampak mislim, da na svetu ne obstaja še ena Eva Centrih in da sem jaz v bistvu edina s tem imenom in priimkom. Definitivno dopuščam možnost, da obstaja punca s takim imenom in priimkom, pa je ni torej na Facebooku. Če jo kdo pozna, se ta teden zapeljem do nje in jo objavim in z veseljem spoznam, ampak po moji raziskavi ne obstaja in ja, sem edina. Lahko rečem, da obožujem sadje, praktično skoraj ni sadja, ki ga ne jem, od nekih gozdnih sadežev do tropskih sadežev, te imam še posebej rada, pa hruške, jabolka, skratka, sem velik ljubitelj sadja, pa to ni zanimivost, ko jo hočem deliti, ker danes smo pri čudnih stvareh. Namreč ena stvar pa se mi toliko upira, da s tem nekako, ne da ne morem handlati, ampak bom kar povedala konkretno, zakaj se gre. Če jaz jem recimo banano in veš, ko ti banano ulupaš, zraven pa, ko ti lupaš banano, se, kako bi rekla, kot nek ta lasok od banane na večjih koncih naredi, tak podolgovat. To se mi pa toliko nekako gravža, upira, da vedno jaz to vse najprej posnamem dol, da mi ostane taka lepa banana. In ravno tako recimo pri pomaranči, te bele zadeve, ki so vmes med krhlčki, tega tudi ne prenesem in vedno vse dol nekako potrgam, da lahko potem jem pomarančo taka, ka je. Pa če še kdo tega ne prenese, ali pa če še kdo ima kakšne podobne te čudne zanimivosti, kakor jaz, bom ful vesela, če zapiše spodaj svojo v komentar. Naslednja zanimivost o meni, in sicer alergična sem na fitness. Ja, in imam potem to noro dober razlog, da ne rabim hoditi. V bistvu stvar za tem pa je sledeča. Kadarkoli sem v fitnessu in mi je že vroče in se začnem potiti, koža se navlažim in grem na kakšno tako napravo, ki ima ta kovinska držala, se pravi, se držiš tako ali pa kakšno utež, mi prsti ful zatečejo. V bistvu do te mere, da ratajo kot neki taki mehni krompirčki zatečeni. Dlani me začnejo boleti, srbeti in moram vadbo dejansko prekiniti, zato sem v bistvu v fitness zdaj tudi nehala hoditi, oziroma bolj kot fitness so mi zdaj ljubše vodene vadbe, tudi nekako v tem sem se bolj našla. Tako da ja, so debeli, so rdeči in ja, alergija na fitness. Nikoli ne morem nositi copat, brez da imam obute nogavice. Ne gre, ni šans. Tudi če so moje, ali pa bog ne daj, da so to copati nekoga drugega. Nimam, nasplošno se mi, ne vem, ne gravža, da bi nosila tuje copate, tukaj, ok, če sem na obisku, ni problema, ampak da bi šla jaz z golo nogo noter v copat, svoj ali pa tuj, ni šans. Jaz si potem v glavi predstavljam, koliko je tukaj noter nekih bakterij. Ne gre, tako da ne morem nositi v copat, brez da bi imela obute štumfe. Ne prenesem občutka, da nekdo hodi za mano. Ta stvar me reže v cera, pa niti sama ne vem zakaj, ampak sploh tako, če se komu še mudi in ima potem nek ta svoj tempo in potem kar ti misliš, da moraš malo hitrejš, ker nisi prepričana, da moraš hiter nekam, a prepočas hodiš, a prehiter. Skratka, to povzroči neko tako paniko, ne vem še sama zakaj, tako da se potem jaz dam na stran ali pa slučajno takrat zavezam vezalke, tako da ga v bistvu spustim. Ali je tam nekje 10 metrov za mano, je ok, če pa tako blizu mene po možnosti, da še čutiš kakšno njegovo bundo ali pa torbico, pač ne bo šlo, jaz se bom definitivno ustavila, počakala, pa če bo to 10 ljudi in bom 10 naprej spustila, me zagrab nek anksiozno, spustim naprej in nadaljujem potem svojo pot do cilja. Se bom
odpravila ven, ali je to telovadba, ali je to samo nek sprehod, ali je to sestanek, bo moja izbira vedno črne nogavice. Enostavno sem se jih navadila nositi, ne počutim se dobro z barvnimi nogavicami, da se razumemo, še vedno jih kupujem, ampak te, recimo neke roza, srčki, kiti bom vedno nosila samo doma ali pa za spat. Če bom šla ven, ne bom se dobro počutila, da bom imela barvne nogavice, ne vem zakaj, ampak danes je video o čudnih dejstvih, tako da evo, tudi danes imam črne, tako sem se navadila in ja, nova čudna zanimivost do meni. Sva že pri 10. predzadnji čudni zanimivosti, ta pa je čudna že tam nekje 15 let. Skratka, prestavlja se bova v 3. razred, moj 3. razred osnovne šole. In sicer enega lepega dne so me presedali pri pouku sošolcem, prav spomnim se njegovo ime, in sicer Matic. Skratka, videla sem se vedno neki tepla, neki zbadala, zmer je bila neka drama. In enega lepega dne, ko sva se midva spet neki prčkala, je on vzel svinčnik, a veš, ti svinčnik omenjaš minco, jo vzel v roke in meni to minco zapičil v levo roko. In zdaj, kaj je tukaj najbolj bizarno? Ne vem, a je boleli, se ne spomnim, verjetno malo je, ampak najbolj bizarno je to, da imam jaz to minco od 3. razreda osnovne šole še vedno v roki. Če ne verjameš, ti lahko pokažem, evo, prav vice, črna pikica. Zadeva je zanimiva, enostavno se mi ni nikoli izločila, zdaj pa je ta koža tukaj že toliko debela, da enostavno ta minca še vedno noter, nič ne boli, nikoli ne čutim. Se mi pa zdi, da mora biti kar globok, vidna sicer je, ne vem, koliko je visoka oziroma debela, ampak je že kar nekaj plasti kože. Sledi še zadnja, 11. zanimivost. Če sem že nekako začela ta današnji video z rokami, pa bom v tej smeri tudi zaključila, ker imam še eno zanimivost v povezavi z rokami. Prva je bila torej tele luknjice, druga pa, da imam ful gibčne roke. Slučajno sem to enkrat odkrila, niti ne jaz, ampak moja v bistvu učiteljica na telovadbi je videla, da imam noro gibčne roke in to pri sledeči vaji. A veš, kaj se ti razteguješ, imaš to nekako vajo, pa ne vem, še vrtiš roke, skratka obstaja tudi ta vaja, ko daš roko za sabo. In zdaj normalni ljudje, ko pride tale vaja, dajo roko nekje tako in potem, a veš, se ogrevaš, razteguješ, niti zdaj jaz točno ne vem, ker nisem tako usposobljena, skratka daš roko za sabo in jo pač raztegneš. Zdaj, jaz pa lahko to roko dam res ful za sabo in mogoče najboljš, da ti kar demonstriram. Skratka, navadni ljudje nekako dajo tako, lahko, evo, zdaj probaš, te izzivam, da probaš, dokje daš roko, da približno oceniš, kaj je nekako standardno gibanje. No, kaj pa jaz lahko naredim, moja roka pa dejansko zgine, evo, jo ni, ker jo dam toliko zelo za sabo. In če se ti še obrnem, evo, to zgleda tako. In ta druga isto. Tako. Tako. In evo, to je bilo 11 čudnih zanimivosti o meni. Definitivno bom ful vesela, če tudi ti z mano deliš svojo. Nekako tudi jaz vas bolj spoznam, ali pa da zvem, kaj znate, kaj zmorete, ali pa na drugi strani, kaj vam je čuden. Če si se v kakšni zanimivosti našla, moji čudni zanimivosti, bom vesela, če napišeš. Hkrati pa lahko napišeš tudi, katera ti je bila najbolj bizarna. Čeprav ne vem, zakaj se mi zdi, da enka, ampak ajde, se pustim presenetiti. Mogoče vas je pa kaj drugega bolj šokiralo. Ful bom vesela, če se naročiš na moj kanal, stisneš torej rdeč kvadratek, naroči se in zvonček, da te obvesti, ko pride nov čuden video ali pa malo manj čuden. Aktivno sem tudi na Instagramu, skozi najdeš me pod imenom Evina Lepotilnica, nedolgo nazaj sem si odprla tudi TikTok. Zaenkrat nisem še toliko aktivna, sem pa tja, ki objavim glizdarnicam en video, tako da Instagram, TikTok, Evina Lepotilnica, tam sem dosegljiva, tako da bom vesela, če se družimo tudi tam. Hvala za tvoj čas, hvala za tvoj ogled in do naslednjič. Čau, čau!